Cenjene dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni, ponovno, ali že nekateri drugič pozdravljam. Posebej bi še v tem trenutku rad pozdravil predstavnika Urada za Slovence po svetu, gospoda Žigona, potem predstavnico UNESCO Slovenije in pa pridružil se nam tudi direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana, še posebej pozdravljam tem trem. Seveda vsi prisrčno dobrodošli na otvoritvi oziroma odprtju razstave Koroške osrednje knjižnice v naših prostorih, v prostorih Arhiva Republike Slovenije. Na začetku bi se rad prav lepo zahvalil tudi našim glasbenim gostjam, Ani Mezgec na violini in ostali Javorni na kitari. Uvodno melodijo sta nam zaigrali Nikole Paganija, Rondučino iz 10 sonat za violin in kitaro. Na koncu, po teh naših uvodnih predstavitvenih besedah, pa boste zaigrali še melodijo Žaka Ibera, On H. A. Toliko za ta predstavitveni uvod. Jaz bi rad samo še toliko dodal, da Arhiv Republike Slovenije se trudi seveda sodelovati s sorodnimi ustanovami po Sloveniji in po svetu. Ene takšnih ustanov so seveda knjižnice. Mogoče je danes zanimivo, da prav takole skupaj odpiramo razstavo, pa ni ne knjižnična osnovna dejavnost, ne arhivska osnovna dejavnost, razstavna dejavnost, pa vendarle vsi skupaj se trudimo, da se predstavljamo na razne načine in razstave so seveda eno tak hvaležni način predstavitve našega gradiva in naše dejavnosti. Rad bi tudi poudarjal, da je tukaj danes na ogled tudi, mislim, da 12 dokumentov iz našega arhiva, se pravi razstava še s tem obogatena iz našega, oziroma iz fonda Arhiva Republike Slovenije, osebnega fonda Julija Ferlaherja, tako da si lahko tudi te originale tudi pogledate. Zahvalil bi se seveda vsem, ki ste sodelovali pri tem dogodku, tudi prej, pri predavanjih seveda, pri postavitvi te razstave, tudi našim kolegicam iz Restauratorskega centra, ki so pomagali postaviti vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri tem projektu. Še posebej pa bi se rad zahvalil gostjam iz Koroške osrednje knjižnice, dr. Franca Sučnika iz Raven na Koroškem, Simoni Šurer-Pandel in pa Simoni Lučina, ki tudi vabijo besedi, da nam spregovorita nekoliko več o sami razstavi. Vam pa seveda hvala lepa za obisk. Spoštovani gostje, pozdravljam vas v svojem imenu in pa seveda v imenu Koroške osrednje knjižnice, inštitucije, kjer sem zaposlena, oziroma sem s kolegico in smo pač pripravili tole razstavo. Naj povem, da pri nas je bila ta razstava pravzaprav že lani, torej v decembru, je potem segalo januar. Potem vmes zdaj smo jo predstavili še v Bistrico na Zilju, torej smo jo peljali tja, ker je pela doma. No, zdaj pa smo seveda veseli, še sem ti priliki na začetku zahvaljujem, da potem ne pozabim, seveda tudi Arhivu Slovenije za to sodelovanje. Kot smo že danes slišali, vsi delamo tudi neko delo še, lahko rekli, dodatno za njim osnovna dejavnost. Lepo je, da se povezujemo, mogoče vsak na svoj način, gradivo popisujemo, delujemo, ampak nekaj takih stvari, kot je recimo tale razstava danes, da se mogoče lahko srečamo oziroma sodelujemo. Zdaj tale naša zapuščina oziroma zapuščina Julija Ferlaherja je prišla v knjižnico tam leta 1969. Kot smo že prej slišali, je gospod graf lahko povedal, da to zapuščina na več konci, ko smo slišali zdaj 4 inštitucije na zranje, ne bom zdaj ponavljala, za arhiv že vemo, da je naš potem še inštitut. Zdaj tole gradivo, ki ga je naša knjižnica pridobila, je vsekakor plod dela oziroma sodelovanja dr. Franca Sučnika, po katerem se knjižnica, naša srednja knjižnica imenuje. V teh letih je pač dr. Sučnik je bil zelo podoben človek, bil je svetovljan in je dejansko poznal veliko ljudi, vedel je, kaj hranijo, kaj imajo doma in mislim, da je bila ta povezava nekako kriva, da smo to
seveda natančnih podatkov, nažalost, enih takih zapisov ni bilo. Predvidevamo, da je bilo to gradivo, smo ga pridobili tudi gradivo, ki ga je Felak hranil doma. Namreč knjižničarka, ki je takrat sicer bila še mlada, zdaj je že v pokoju, je bila edina, ki je še lahko nekako, da rečem, pričala o tem, ker je bila takrat zraven in se seveda spomni pač nekega stanovanja, z katerega so to gradivo takrat odbirali, ne seveda po navodilih Franca Sušnika. Del gradiva pa je verjetno, torej ga je zložila ta nečakinja, o kateri smo slišali Cilka Dela, potem pa del gradiva pa je bil verjetno izrečen tudi strani dr. Toneta Zorna, od katerega smo danes že tudi slišali. Zdaj, profesor Brdavšič, ki je bil kasnejši ravnatelj, je potem zapisal v svoji kroniki, da je bila Felakova knjižnica pridobljena z nakupom. Zdaj, mi smo potem vmes ugotovili, da delno je verjetno res bil nakup, delno je bil tudi dar, tako da zdaj dopuščamo, sklepamo, da je bilo oboje. Gradivo iz Felakarjeve zapuščine je zelo raznovrstno. Ko smo že danes videli, tako kot hrani arhiv, pri nas korespondenca, pisma, kartografsko gradivo, knjižno, slikovno gradivo, fotografsko, osebni dokumenti, članki, prispevki. Znotraj pisne zapuščine, če tako rečem, je kar 1076 pisem. To zajema Felakarjeve dopisnike, osebne dokumente, rukopise, tipkopise. Iz korespondence je zaznati tudi znajnega naslova razstave Dragi Lulči. Danes smo že omenjali, tudi gospod Graf Navri omenjal, da so ga dopisniki zelo cenili in spoštovali. Nazivali so ga z velecenjeni gospod, spoštovani doktor. Tisti, ki so pa bili z njim bolj domači, pa znanci prijatelji, pa Dragi Lulči ali Ljubi Lulči. S to zapuščino je prišla tudi Felakarjeva knjižnica, torej to gre za knjižno gradivo. Kar 2000 izvodov predstavlja, so inventarizirani in so postavljeni nekako pod poseben fond, nekako obdelani, pa zaenkrat, če niso tako, da bi bile v tem našem sistemu COBISS. V zbirki knjižnega gradiva je kar precej serijskih publikacij. Nanašajo se na Koroško, precej literature v tujih jezikih, torej francoščina, nemščina, angleščina. Vse skupaj se nanaša na manjšinske probleme, torej manjšine, njihovo pravo in pa kulturni, gospodarski in socialni položaj. Najdemo tudi članke in pa literaturo o šolstvu, o vzgoji, državoznanstvu. V zbirki so zastopani slovarji, najrazličnejši slovarji, slovnice, čitake, veliko tudi leposlovja, predvsem slovenskih avtorjev. Zdaj med kartografskim gradivom, to je nekako 300 kosov, prevladuje zemljevidi, tako slovenskega kot avstrijskega demografskega ozemlja Koroške, zemljevid Julijske krajine in Istrskega polotoka, kar pač priča vse skupaj kot vso gradivo o Felakarjevi vsestranski borbi in interesu za pravice slovenske etnične manjšine. V zbirki najdemo mnogo zelo natančnih vojaških, topografskih in demografskih kart, ki prikazujejo spreminjanje obsežnosti slovenskih skupnosti izven meja takratne države. Pregledne karte, davčnih okrožij, katastrskih skupnosti, jezikovne karte, karte dvojezičnih šol, celo karte meteoroloških pojavov. Arhiv oziroma ta Felakarjeva zapuščina je velikega pomena tudi za klub koroških Slovencev, vsebuje namreč tudi gradivo veliko strokovnega, gradiva v Koroški. V zbirki so številni elaborati, študije in ekspertize v koroškem vprašanju, s katerim se Felakar vse skozi ukvarjal. Znotraj zapuščine tudi bogato etnološko gradivo v obliki študij, razprav in potopisov. Zdaj, v zadnjih letih smo se v znanskem modelu posvetili predvsem obdelavi fotografskega gradiva in razglednic in smo uspeli to slikovno gradivo obdelati v sistemu COBISS, torej virtualni knjižnici Slovenije in hkrati tudi digitalizirati. To pomeni, da je v digitalni obliki na DLIB-u, torej Digital Library of Slovenija, so dosegljive predvsem fotografije, v kateri bo kasneje, ker bom predala besedo kolegici, ki se z fotografskim gradivom posebej ukvarja, ker je res tako bogato, da mislim, da se zasluži eno posebno mesto. Na teh panovih, ki so tukaj predstavljeni, so s kolegico podrobno predstavili vse segmente te raznovrstne zapuščine, seveda nekaj o njegovem življenju, kar smo danes že kar
zdaj povabila res še kolegico, hoče, da vam na kratko predstavi to res bogato fotografsko in slikovno gradivo, katerega smo še posebej ponosni, oziroma da smo uspeli vse to res delati pa spraviti to digitalno obliko, tako da lahko je dosegljivo pravzaprav na spletu za vse, ki imajo interes in težnjo, da to pogledajo. Številnih zapuščinskih fondov, ki jih v rokopisnih depojih hrani Koroška srednja knjižnica, je Felacherjeva zapuščina eden res obsežnejših fondov in sploh ta slikovni del zapuščine ima res izjemno mesto v okviru naših zbirk in predstavlja res tak izjemen dokumentarni vir zgodovinskih dogajanj ob prvi polovici 19. stoletja in pa na začetku 20. stoletja na Koroškem, pa tudi v širšem slovenskem vidu. Zdaj, sama zbirka Felacherjeve, torej slikovnega gradiva, ni nastala z nekim načrtnim zbiranjem, ampak je rezultat njegovega raziskovalnega dela. On je pač to gradivo zbiral kot pomoč pri pisanju številnih tudi neobjavljenih elaboratov in prispevkov v slovnih časopisju. Predvsem pa je v veliki meri plod njegovega vsestranskega delovanja in njegovih številnih prijateljskih stikov z njegovimi rojaki, Korošci. Zdaj v naši fotografski zbirki v okviru Felacherjeve zapuščine je evidentiranih 1176 fotografij, bodisi posamičnih ali pa vključenih v tematske albume. Izstopa tematski album, to je okrog 250 fotografij, ki se navezujejo na boje, na dogodke iz Prve svetovne vojne ter na boje za Severno Ameriko na Koroškem. Tu so številne skupinske fotografije vojakov, posamične, osebne spominske fotografije, tudi takšne so posvetili. Zelo dragocen je nabor fotografij s položajev braniteljev pri Karavanškem predoru, to so boji pri Podrošci, Rozenbach. Nekaj teh fotografij ste prej tudi videli v tej projekciji, potekajo v času predavanja dr. Grafina. Zelo zanimiv del fotografske zbirke je zbirka 36 fotografij, ki se navezujejo na slovesnosti ob odkritju spomenika kralju Petru ob Ljubljanskem magistratu, to je bilo leta 1930, in kasneje kralju Aleksandru I, zedinitelju v parku Zvezda v Ljubljani, 6. septembra 1940. Kot veste, so oba konjeniška spomenika kasneje Italijani ob okupaciji Ljubljane odstranili in uničili. V Felacherjevi zapuščini je tudi veliko osebnih fotografij, portretov znanih Korošcev, fotografij z raznih prireditev, svečanosti, krajinskih in drugih etnološko zanimivih motivov, predvsem iz njegove rodne Zilske doline. Iz časa druge svetovne vojne pa so zelo dragocen zgodovinski dokument številne fotografije koroških partizanov in pa tudi prikazi okupatorjevega terorja. Iz tega obdobja so recimo tudi fotografije koroških izseljencev, pregnancev. Tudi iz tega sklopa je bil en obsežnejši nabor v tej projekciji. Med Felacherjevimi albumi je zelo zanimiv spominski album, ki prikazuje posledice velikonočnega potresa v Ljubljani leta 1895. Potem v številčno najobsežnejšem fotografskem albumu je pa zbranih 345 fotografij, ki prikazujejo podobe Beljaka leta 1935 in pa 1936, Hitlerjev prihod v Beljak marca 1938, takoj po Anšlusu. Preostali del albuma pa so podobe Zilskih Alp, Zilske doline ter nekaterih drugih nemških mest iz 30 let 20. stoletja. Zelo obsežen je tudi sklop razglednic v okviru Felacherjeve zapuščine, to je okrog 700 razglednic,
Večina teh razglednic je naslovljena na župnika Valentina Mrtla, Felaherjevega prijatelja in barjaka iz Zilske doline, ki ga je prej tudi omenil dr. Grafenauer. In prav s pomočjo teh razglednic lahko sledimo njegovo življenjsko pot koroškega begunca, kraje, kjer je kot duhovnik služboval. Je pa v tej obsežni zbirki tudi precej zanimivih razglednic iz drugih slovenskih krajev, ter pa manjše število razglednic s podobami narodnih mož, večinoma zilske narodne može. Med ostalimi Felaherjevim zbranim slikovnim gradivom je tudi zbirka 36 kovinskih tiskarskih klišejev za Gasparjeve razglednice in voščilnice. Zanimiva pa je tudi zbirka dobrih 600 fotografij na steklu oziroma diapozitivov, ki sta jih v 20 letih 20. stoletja začeli izdajati založbi Theodor Benzinger in Lichtbilder Verlag iz Stuttgarta in Langer & Company iz Dunaja. To so bili namreč diapozitivi, ki so bili namenjeni za javno prikazovanje ter za učenje geografije in antropologije. Večina tega slikovnega gradiva, ki sem ga omenila, je že dokumentirana vsekakor, pa tudi v veliki meri digitalizirana ter dostopna na portalu Digitalne knjižnice Slovenije Delib. Nekaj izbranega slikovnega gradiva pa je tudi vključenega v zgodbenem portalu Kamra, torej v domoznanskem portalu slovenskih splošnih knjižnic. Vsekakor kot osrednja arhivska knjižnica za koroško domoznansko gradivo z skrbno hrambo, dokumentacijo, prezentacijo, pa sploh s temi sodobnimi postopki digitalizacije želimo nagovoriti morebitne raziskovalce in jim seveda omogočiti dostop do naše dragocene kulturne dediščine, kar seveda kot Arhiv Republike Slovenije dobro veste. Najlepša hvala, sem zahvaljujem.
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Še enkrat hvala in čestitke za odlično interpretacijo. Vas pa seveda pozivam k gledu razstave, razstava je odprta in pa seveda k klepetu, res zelo skromni osvežitvi. Tako osvežitvi. Tako da, izvolite.